Pridimo vsi skupaj, ponovno bomo začeli. Sklonimo glave za molitev. Oče v nebesih, ko bomo sedaj pogledali na Jezusovo življenje, kako je On se bojeval, duhovni boj z hudičem, te prosim, da bi razsvetlil naš in nam dal pogled, kako se lahko bojujemo tudi mi ta boj in kako lahko skupaj delujemo s teboj, z angeli, svetim duhom, da bi imeli svobodo od sovražnika in ostali obvarovani pred sovražnikom. Hvala ti, Gospod, ker si nas slišal našo molitev v Jezusovem imenu. Amen. Rad bi nas popeljal skozi hrepenenje vekov, Jezusovo življenje in nekaj ključnih misli si bomo pogledali, prebrali, ko bomo pogledali različne odlomke iz te knjige, ki opisujejo izkušnjo Jezusa v puščavi in Satana, kako on skuša v bistvu Jezusa. Poglejmo si. Jezusovo življenje 95. Od vseh naukov, ki se jih moramo naučiti iz prve velike skušnjave našega Gospoda, je največje nadzorovanje teka in poželenj. Tako, v duhovnem boju, ki ga imamo proti hudiču, in dostikrat se vedno prepiramo v adventistični cerkvi, sicer tisti, ki meso, kje je ta siva cona, kje lahko še najdem, kje bom še lahko jedel meso. Tukaj pa jasno piše, zelo jasno piše na svet, da želimo imeti zmago nad sovražnikom, potem poskrbi, da je vaš apetit pod kontrolo, da jeste najboljšo prehrano. Poskrbite, da greste z vsem srcem in sledite Bogu pri njegovem nasvetu. Dal nam je Ellen White, dal nam je preroka, znotraj cerkve, dal nam je nasvet, ki ga potrebujemo, ker smo mi najbolj glupa generacija na tej širni zemlji in tudi najšibkejša generacija te zemlje. Mi smo generacija, ki je najbolj skušana, mi smo generacija, ki je najbolj dovzetna, da nas obsedejo demoni. Torej, Bog nam pravi, jaz vam bom dal preroka, da vam pove črno in belo, v zelo velikih detajlih, kaj bi morali storiti in kaj storimo mi. Mi se prepiramo, kako lahko še ne delamo tega, kar piše. In se prepiramo, ali bom izgubil zveličanje, če še jem meso. Prepiramo se in sprašujemo, ali je to pomembno za odrešitev, da sem vegetarijanec, vegan. Naj vam povem, v Daniel poglavje 1 nam pove na koncu, da Daniel in njegovi prijatelji so se odločili za tako prehrano. Torej rastlinsko prehrano. In na koncu tega časa, ker so sledili nasvetu Boga in so zavrnili, da bi se omazali z stvarmi iz kraljeve mize, in tudi če bi bilo meso čisto, je še vedno imela kri in maščobo. Na koncu so bili oni kolikokrat pametnejši? 10-krat. Torej, če ste vi 10-krat pametnejši kot najbolj glupa generacija na tem zgodovini te zemlje, potem ste 10-krat bolj sposobni, da razumete Božjo besedo, 10-krat bolj sposobni, da si zapomnite Božjo besedo, 10-krat bolj sposobni, da pravilno lahko razločite Božjo besedo in da prepoznate lažne nauke. A je to pomembno, odrešilno? Seveda, točno. Torej ne prepirajte se o apetitu, o prehrani. Gre za stvar, ki odloča tudi vašo odrešitev. Ne zaradi tega, kar jeste, ampak zaradi tega, ker sledite najboljši prehrani, ki je Bog dal najbolj neumni generaciji na tem svetu. Da bi se lahko soočili z preizkušnjami, imamo 10-krat boljšo verjetnost, da ne izgubamo zveličanja. Zato bi morali slediti predpisani prehrani. Kaj ne? In tudi vse ostale nasvete, ki nam jih Ellen White daje, pa naj bo to iz sporočila mladim, kako bi se morali obnašati, pa naj bo to, ali kako vzgajamo otroke, do tega, kako radikalno spremeniti naš način. Gledamo tudi na vzgojo, na pravo vzgojo, načela prave vzgoje, ki nam jih Ellen White daje v vzgoji, ali pa kako naj bi ohranili zakon, varovali zakon. Vsi ti nasveti so zato, da bi pomagali zadnji generaciji, da zdržijo do drugega prihoda Kristusa. To so knjige, ki nam pomagajo, da bomo lahko del 144 tisočih.
Torej nadzor nad apetitom. Naslednji poglavje piše: In kako se to doseže, nam je Jezus pokazal. Kako lahko imamo zmago? Na kakšen način je on premagal konflikt s Satanom? Z Božjo besedo. Samo z njo se je lahko uporil skušnjavi. Kako bomo mi imeli zmago? Kako se bomo uprli negativni misli, ki nas premagujejo, naše misli? Kako bomo premagali depresijo, ki nas onesposobi vsako jutro včasih? Potrebujemo Božjo besedo. Ne samo, da potrebujemo Božjo besedo, potrebujemo tudi, da jo internaliziramo, in jo tudi spravimo v prakso. Ni dovolj, da poznamo Božjo besedo. Dobro, prvi korak, da si jo zapomnimo, da to uporabimo kot meč resnice, hkrati moramo tudi to spraviti v prakso. Moramo imeti resno željo, da to besedo živimo v našem življenju. Torej, premagamo lahko z Božjo besedo. In vsaka obljuba v Božji besedi je naša. Kaj ne? Amen. Vsaka obljuba, ki nam je Bog dal, lahko verujemo in postane resnica, če se držimo te obljube. Z vero. In da zaupamo. Mnogokrat slišimo Božjo besedo, še posebej, ko se ukvarjamo z duhovnim boji. Mnogokrat je ta potovanje s tem, da imamo zmago, se to nekako podaljša oziroma zavrže, traja dlje, zato ker oseba sliši besedo, ampak imajo nek dvom. Težko jim je verjeti, da to, kar Božja beseda pravi, zato ker teh lažnih identitet, realnosti in megle, ki jih demoni dajo v naš ali pa celo bolečina, da je tako močna v naših življenjih, da težko zaupamo Božji besedi. In ta proces zato traja dlje. Bog bi nas lahko takoj rešil. Bog bi se takoj lahko znebil demonov, če bi mi le verovali. Prosite in boste dobili. In Bog nas bo osvobodil. Toda tudi drugo skušnjavo je začel s podtikanjem dvoma. Če si Božji sin, Kristus je bil skušan, da bi se odzval na če, toda ni dovolil, da bi podlegel niti najmanjšemu dvomu. Ni hotel ogroziti svojega življenja zato, da bi Satanu podal dokaz. Torej v vseh skušnjavah od Satana je bila ponovljena beseda če. In tako hudič namiguje na dvom. Torej, kaj želi, da hudič od nas, da mi verujemo? Da dvomimo v Božjo besedo. Ali Bog res me bo rešil? Ali me Bog res ljubi? In za tiste, ki so imeli travmo v življenju, tragedije ali zlorabo, jim je težko verovati to. Zaradi vprašanja, ki ga demoni ustavijo v misli, kje je bil Bog, ko sem jaz trpel travmo ali zlorabo? In mnogokrat, ko svetujem in osebam, poskušam jim pomagati, da razumejo, da je Bog tam jokal z vami. Da je Bog bil tam in vas varoval, ker hudič, če bi imel priložnost, bi vas že ubil. Že takrat. In te misli, da bi oduzel vaše življenje, Bog je obvaroval to in preprečil, da to niste storili to. Sicer bi že to izvedli in se umorili. Pomembno je tudi, da oseba razume, da oseba, ki je zlorabljala, da je tudi ta oseba bila žrtev v nekem delu življenja. Torej, grehi očetov bodo šli do tretjega in tretjega kolena. Zato se moramo naučiti, da gledamo, da tudi tisti, ki zlorabljajo in ljudje, ki so nam dali travmo v našem življenju, da so tudi oni bile žrtve. Zato, ker so se tudi oni soočali s tem, zato tudi oni to promovirajo. Mi torej lahko izberemo, da krivimo Boga, kar je cilj demonov, in velikokrat je dostikrat travma in zloraba doma se povzročajo moški. Mnogo teh napadov grešnih je v bistvu pri moških. Zakaj? Zato, ker je Bog oče. Če vam v glavi lahko nariše sliko očeta kot nekoga groznega, kot neko zver, potem boste tudi Boga videli kot zver. Zato boste zelo težko zaupali Bogu, ker Bog je tudi oče. Torej, največji napadi v družini so na očete. Ljudje, ki ponavadi manjkajo v cerkvi, so danes očetje. Demoni
demoni, Lucifer, je zelo uspešno poskrbel za to, da očetov ni več, tako uničuje sliko in podobo tudi Boga Očeta. In sedaj, ko prihajamo k temu, da se zdravimo, da zmagujemo, ena izmed pomembnih reči je, da se naučimo, da ponovno vzpostavimo to očetovo ljubezen. Torej, potrebno je, da preučite značaj očeta in značaj Jezusa. Čas rabite, da premišljujete in se predstavljate, kakšno je to bilo, kakšna je Božja ljubezen, kakšna je Jezusova ljubezen. Zato je pomembno za nas, da se veliko časa ukvarjamo. Ellen White piše, da če bi vsak dan 1 uro razmišljali o Jezusovem življenju, še posebej zadnjih trenutkov njegovega življenja, potem bi naša ljubezen do Boga zrasla. In mi želimo v tej ljubezni rasti. Sploh, če imate slabe izkušnje z vašim zemskim očetom. Zato je treba ponovno vzpostaviti boljše razumevanje ljubezni nebeškega očeta. Zato glejte na križ. Berite poglavja v knjigi Jezusovo življenje, večkrat preberite poglavja Kalvarija in končano je. Vsakič, ko sem potrt v moji osebni izkušnji, se počutim razhrabrenja in da je moja hoja s Kristusom prišla nekako na mejo, ne raste več, potem grem takoj do križa. Tam, ob križu, potem najdete spet ljubezen do Boga. In dobro bi bilo, da si te scene tudi predstavljamo dostikrat. Torej dvom. Upirati se moramo dvomu in bojevati se proti dvomu. Skušnjavec je menil, da ima premoč zaradi Kristusove človeške narave, zato ga je nagovarjal k predrznosti. Čeprav nas Satan lahko napeljuje k grehu, nikakor ne more prisiliti, da greši. Torej Satan nas ne more prisiliti, da grešimo. Mnogokrat, ko gremo, si rečemo, ne morem si pomagati, tu sem jaz, ne bom mogel premagati, ampak Satan nas ne more prisiliti, da grešimo. Lahko nas skuša, ampak na koncu gre za našo odločitev. Torej, kar moramo storiti, je to, da molimo, da nas Bog ojača našo voljo in da porabimo več časa pred Jezusovimi nogovi, da si zapomnimo Božjo besedo. To do trenutka, ko pride preizkušnja in nas želi premagati, če smo si zapomnili Božjo besedo, nas bo Sveti Duh spomnil v trenutku in prestregel tisto skušnjavo. Torej, če padamo v greh, je to zato, ker nismo preživeli dovolj časa v Božji besedi in drugič, ker se nismo zapomnili dovolj Božje besede, da bi Sveti Duh nas spomnil v trenutku. Tako se bojujemo. Če Kristus ne bi privolil v skušnjavo, ga ne bi bilo mogoče premagati. Niti vsa moč zemlje, in to je zelo močno, niti vsa moč zemlje ali pekle ga ni mogla niti malo prisiliti. Torej, ni moči greha, ki bi nas prisilil v to, da grešimo, če izberemo, da se držimo Jezusa. Amen. Torej, problem je, da Jezus za nas ni dovolj realen, da se ne želimo njega oprijeti v naših najšibkejših trenutkih, zato ker je ni sile na zemlji in v peklu, da bi nas lahko prisilila, da grešimo, če se oprimemo Jezusa. To je naša obljuba. Če se primemo Božje besede, ni moči v peklu ali na zemlji, da bi nas lahko prisilila. Skušnjavec nas nikoli ne more prisiliti narediti kaj slabega. Ne more nadzirati človekovega uma, če se sami ne izroči njegovemu nadzoru. Kako temu rečemo? Kaj to pomeni? Da se predamo njegovemu nadzoru? Odprta vrata to imenujemo. Torej, mi izberemo, da odpremo ta vrata. In mi lahko tudi izberemo, da jih zapremo, če želimo. Ne more nadzorovati človeškega uma, če se sam ne izroči njegovemu nadzoru. Volja se mora strinjati. Vera mora opustiti Kristusa. Preden lahko Satan sploh uveljavi svojo moč nad nami. Toda vsaka grešna želja, ki jo gojimo, mu daje oporo. Kakršnakoli grešna želja, kakršnakoli odprta vrata, ki jih izberemo, da se jih držimo, namesto da bi spustili, je to oporišče za hudiča. Kadarkoli ne dosegamo božanskega merila, odpremo k skušnjavcu vrata, skozi katere lahko vstopi, da bi nas skušal in uničil. Vsak naš poraz ali neuspeh mu daje ta priložnost za sramotenje Kristusa. Torej, zapreti moramo odprta vrata.
Takoj, ko veste, kaj se dogaja, ko vam je Bog pokazal neka odprta vrata v vašem življenju, je bolje, da hitro ukrepate. Bolj kot čakate, bolj kot vztrajate in premišljujete o teh rečeh, a naj zaprem ta vrata ali ne, ne vem. Ja, ne znam se odločiti. Več in več demonov bi prišlo v boj. Takoj, ko izveste za nekaj, takoj delajte na tem, ker bo prišlo vedno več demonov, da bi vas držali ta vrata odprta, oziroma da bi jih še bolj odprli. Takoj se odločite, če vam je Bog spregovoril vašemu srcu. Toda vera nima nič skupnega z domnevo. Samo kdor ima pravo vero, je varen pred domnevo. Domneva je Satanov ponaredek vere. Vera se oklepa Božjih obljub in obrodi sadove poslušnosti. Toda domneva se sklicuje na obljuba, toda uporablja jih za opravičenje prestopka, kakor dela Satan. Kaj torej domneva? Domišljavost domneva je zahtevanje Božjih obljub, ki niso zasidrane v moralni odgovornosti. Ja, poznamo Božje obljube, ja, hodim v cerkev, ja, poslušam pridige, ja, berem Biblijo, ampak če ne bom vse moje volje usmeril v to, da bi bil poslušen Bogu in molil za moč od Boga, da bi lahko bil poslušen in se odločil v mojem srcu, da ga bom poslušal, potem je to domneva. In tako nas bodo vodile vse sorte lažnih naukov, teologij. Tudi domneva se sklicuje na obljube, toda uporablja jih za opravičevanje prestopka, kakor dela Satan. Vera bi spodbudila naše prastarše k zaupanju v Božjo ljubezen in poslušnosti njegovim zapovedim. Domneva pa jih je zapeljala, da so prekršili njegov zakon in pri tem menili, da jim bo njegova velika ljubezen prizanesla posledice greha. Vera ne zahteva pravic do nebeških naklonjenosti, ne da bi izpolnila pogoje, pod katerimi se daje milost. Pristna vera temelji na svetopisemskih obljubah in predpisih. Torej, neposlušnost in zahtevanje od Boga naj naredi, kar je obljubil, ne glede na to, kaj smo storili, je v bistvu spet domneva. Skrbeti moramo, da nimamo te domneve oziroma predrznosti v svojem življenju. To je še en način, kako nas bo hudič prišel do nas. Bog želi, da storimo nekaj, mi pa se upiramo temu, ampak še vedno želimo biti svobodni in to se ne bo zgodilo. Če Satanu ne uspe v nas spodbuditi nezaupanja, mnogokrat doseže cilj s tem, da nas napelje k domnevi. Bom preskočil dodol. Premišljevanje in molitev nas bosta obvarovala, da se ne bomo na svojo pest podali na pot nevarnosti. Tako se bomo izognili mnogim porazom. Če ste kompulzivna oseba, če morate prvo stvari storiti in potem razmišljati o tem, potem morate razmišljati in moliti o teh rečeh. Torej, če bi radi spremenili vaše obnašanje, kompulzivnosti, tako je mnogo ljudi, ki so tipa značaja, potem razumete, kaj govorim. Mi imamo nekako trenutno, demon nam da misel, morda sploh ni slaba reč, ampak takoj tečemo čez vrata in to storimo. Potem pa ugotovimo, da to ni bilo to, kar je Bog želel od nas, da storimo. In mnogokrat v naših življenjih izoblikujemo naše mnenje, ki ga ne moremo spustiti in to je potrebno prvo storiti. S tem se spopademo tako, da upočasnimo naše misli z meditacijo in molitvijo, se pravi premišljevanjem. Meditacija in molitev je v bistvu enako počasnemu branju in razmišljanjem o Božji besedi in kako je Bog deloval v vaše življenje. Meditacija in molitev sta tako pomembni, da če tudi na hitro pridemo v neko situacijo, nas bo takrat Bog rešil. Hudič je vedno tam zunaj, da bi nas skušal, tiste, ki se hitro odzivajo, mislijo hitro in ukrepajo kompulzivno hitro. Kadar nas Bog pripelje v skušnjavo, želi uresničiti določen načrt za našo blaginjo. Jezus ni zlorabil Božjih obljub s tem, da bi se na lastno pest podal v skušnjavo, niti se ni vdal malodušju, kadar ga je doletela. Tudi mi tega ne smemo narediti. To je sporočilo, ki govori nam, ki smo nagnjeni k temu, da sami sebe pomilujemo. Zakaj Bog? Zakaj Bog? Zakaj sem jaz v tej situaciji, Bog? Kje si Bog? Zakaj imam težave? Bog, če mi ne boš pomagal iz te situacije, bom obupal nad tabo. Ampak tukaj pa piše, Jezus ni zlorabil, domneval Božjih obljub s tem, da bi se na lastno pest podal v skušnjavo, torej tisti, ki hitro reagirajo, niti se ni vdal malodušju, ni sam sebe pomiloval,
Sam sebe ni pomiloval zaradi situacije, v kateri je bil. Veroval je vedno, da Bog vse nadzoruje. Prava vera zahteva, da živimo naše življenje z načeli, da ne glede na to, s čimer se soočam, da Bog ima vse pod kontrolo. Če se soočam z težko situacijo v življenju, je Bog ima nadzor. On ima razlog za to situacijo. So časi, ko si sami ne kopljemo te težave, kaj ne? Torej, če ste v težki situaciji, morate hkrati tudi biti upomnjeni, da je to morda lahko zaradi slabih odločitev, ki ste jih storili. Ampak, še vedno, Bog ima vse pod kontrolo in nas lahko potegne tudi iz teh situacij. Kaj bi morali storiti, preden prehitro odreagiramo? Moliti, razmišljati in moliti. Zato je ta čas, ko se nam ne mudi, ko počasi razmišljamo z Jezusom, zelo pomembno v našem življenju. Naučiti se moramo, da preživimo ure in ure pred Jezusovimi nogami, tako da, ko gremo v svet, da bomo v naših odločitvah tudi z molitvami. Da bomo vedno vprašali prvo Boga, vedno bomo preživeli čas v njegovi besedi in ne bomo hiteli, da bi bili prepozni, če bomo prehitro reagirali. Upočasniti se moramo. Bog ima nadzor in vsaka preizkušnja, ki je dovoli v našem življenju, ima namen za našo dobro. Ne pojdite nepovabljeni v skušnjavo in ne prepustite se malodušu. Kristus je skušnjavcu dejal: poberi se, Satan, kajti pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tako, torej, ko prepoznamo resnično, da gre za Satana, da nas napada, potem, tako kot Jezus, se moramo naučiti, da grajamo Satana, skušnjavca. Poberi se, Satan. Ali druga vrstica, ki jo še lahko uporabite, je Zaharija 3, vrstica 2. Gospod naj te ukori, o Satan. Na to vrstico se lahko sklicujemo in lahko Satanu ukažemo, ker nam je Bog dal avtoriteto v Jezusovem imenu. Pokorimo Satana, da se umakne in nas pusti na miru, ko to prepoznamo. Torej, Jezus je ukoril Satana z Božjo besedo. Kristus zahteva, naj najprej iščejo Božje kraljestvo in njegovo pravičnost. Satan pa hodi ob njih in jim pravi: ne glede na to, kaj je res o večnem življenju, morate služiti meni, če želite imeti uspeh na tem svetu. Vaša sreča je v mojih rokah. In res, ko se nekdo bojuje v duhovnem boju, je to v bistvu njihov boj, ki se sooča z njim. Ali res lahko porinem skozi to meglo in v realnosti, ki so jo demoni postavili okoli mojega življenja, da me ujamejo in zaprejo, ali pa bom ustal v tem zaporu, ali bom probil skozi to megleno meglo in se zavedal, da ko se sklicujem na Božje obljube, ko se držim teh obljub, da bodo demoni mogli iti. Povedal sem že zgodbo prvi dan, en izmed naših bibličnih delavcev, ki je imela zelo tisto hudo bolečino v srcu in ni nič bolj resničnega kot taka bolečina v srcu. Za nekatere je to strah ali pa bolezni. Druge stvari, ki se nam dogajajo, ko demoni nekako nas trpinčijo, nadlegujejo. Ko pa je ona prišla do realizacije, da je Bog Bog ljubezni in da on ne bi kaznoval nje s tako bolečino, kaznovanjem vkljub njenemu grehu, ker je imela abortus, ker je prišla iz srednje šole in to je povzročilo, da ni bila sposobna sama sebi oprostiti. In zato je prišla ta bolečina. In 7 let je živela s to bolečino ves čas. Potem pa se je naučila to nekako sprejemati, da je to posledica njenega greha. Lažno razumevanje v bistvu Božje ljubezni. Torej, ko posvetujemo in pokazal sem ji Božjo besedo, kako Bog ljubezni ne bi dovolil, da bi jo pustil v takem trpljenju, mučenju. Je mogla iti skozi 3 tedne, se je bojevala v svojem umu, da je razmišljala o tem. Če bi ona ugnala demone, če bo res šli, se je spraševala. Nekako je imela ta boj v glavi in na koncu, po 3 tednih, vsak vikend je imela posvet, je prišla do točke, ko se je
odločila. Vseeno mi je, kako dolgo bo trajalo, demona bom karala naj gre stran, dokler ne izgine. In ko je prišla do te točke, ga je ukarala. Enkrat je prišel nazaj, dvakrat ga je ukarala, tudi tretjič ga je ukarala in potem ga ni bilo več. Torej, na poti včasih, ko pomagamo ljudem, da bi imeli zmago, moramo premagati tudi njihovo razumevanje, da prvo iščejo nebeškega kraljestva in preučujejo Božje obljube in se sklicevati na njih. To je nekako pot zase že. Včasih to traja za ene več, za ene manj, za nekatere pa takoj. Ko vidimo zgodbe velikih ver, recimo zgodbe vere so ponovadi ravno pogani. Nihče v bistvu ni bil Jud. In to nam kaže na to, da nima nič, velika vera nima nič zveze s tem, kako dolgo že poznate Jezusa. Nekateri smo zrasli v cerkvi in bolj dolgo, ko ste v cerkvi, včasih je tako, da v bistvu tudi vaša vera peša, šibka vera. In tudi učenci so bili neprestano grajeni zato, ker niso imeli vere oziroma premalo vere. Tu pa imamo kananitko in stotnika, ki prijeta k Jezusu, sta slišala o njem in takoj verujeta, ko sta prišla k njemu in sta rekla, ti imaš vso moč, samo reči in vem, da se bo zgodilo. Komaj, da sta ga sploh poznala Jezusa. Ker sta verovala v njegovo obljubo, takoj se je zgodilo za njo. Torej, te, ki se najhitreje pozdravijo, te, ki imajo zmago najhitreje, so tisti, ki so sposobni slišati Božjo besedo in jo takoj verovati v njo. In se takoj odzovejo na Božjo besedo. Če razmislite, kaj pa sploh lahko zgubiš? Ko slišiš obljubo, verjuješ obljubo in če ne deluje to zate, še vedno lahko kasneje začneš verovati, ampak hitreje, ko prideš do tega, da veruješ v obljubo in želiš demone izgnati in se izbojevati in tudi v prakso spraviti na svete, da s tem zapreš vsa ta odprta vrata, tem hitreje bomo imeli svobodo. Nasplošno se to odigra veliko dlje, zato ker so ljudje težko oprimejo oziroma verujejo in živijo resnico, ki nam jo Jezus daje. Božanstvo je zažarelo skozi trpečo človeško naravo. Satan se ni mogel upirati ukazu. Spačen zaradi ponižanja in jeze je bil prisiljen zapustiti odrešenika sveta. Kristusova zmaga je bila prav tako popolna, kakor je bil popoln Adamov poraz. Tako se tudi mi lahko upremo skušnjavi in prisilimo Satana, da odide od nas. Jezus je izbojeval zmago s svojo vdanostjo in zaupanjem v Boga. Po apostolu nam je rečeno, podložni, torej bodite Bogu, uprite se hudiči in bežal bo od vas. Približajte se Bogu in približa se vam. Jakob 4, 7, 8. Mi imamo celo pesem, himno, ki to opeva. To se zapomnite na pamet. Ko hudič pride k vam, da bi vas skušal, ko imate negativne misli, močne negativne misli, potem začnete peti to obljubo. Podložni, torej bodite Bogu, uprite se hudiči in bežal bo od vas. Približate se Bogu in približa se vam. Sami se ne moremo osvoboditi skušnjavčeve moči. Satan je premagal človeštvo in če se poskušamo preti svojo močjo, bomo postali plen njegovih pasti. In dostikrat je drug problem, ki se soočamo z njim, ko je nekdo zvezan v grehu. Prvo se poskušajo bojevati svojo lastno močjo. Morda pa demoni zavedejo oziroma lažejo tem ljudem, da mislijo, ves svoj trud bom dal, sam bom pogruntal, kako to storiti in ko bom to storil, potem bom svoboden. In nažalost se motijo in tako izgubijo in so razhrabreni. Torej, naučiti se moramo, da se naslonimo na moč, Božjo moč, da se podredimo Božji volji. Zdaj pa tema popolna predaja. Mnogokrat, ko se posvetujem z ljudmi, ko jim pomagam, demoni pridejo nazaj, ko izženemo demone. In glavni razlog za to je to, da oseba se še ni naučila popolne predaje. To rad bi vam pokazal, kaj to pomeni. In pokazal bom iz knjige Faith and Works od Ellen White. To je kompilat. Ampak poglejmo si, kaj piše. Nekaj citatov.
Apostol Pavel je rekel, ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva. In taki ste bili nekateri. Toda bili ste umiti, posvečeni ste bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v duhu našega Boga. Odsotnost vzdanosti, pobožnosti in posvečenja zunanjega človeka prihaja iz zanikanja Jezusa Kristusa, naše pravičnosti. Ljubezen do Boga je treba nenehno gojiti. Torej, kako rastemo v krščanski hoji, ne samo s tem, da smo vedno bolj predani in pobožni, posvečeni, ali pa vse to je lahko odsotno in to lahko obnovimo s tem, da imamo Božjo ljubezen v srcu. Mi zanikamo Kristusa z odsotnostjo danosti, pobožnosti in posvečenja. Ampak zakaj to zanikamo Kristusa? Zato, ker nimamo Božje ljubezni v nas. Mnogokrat, ko mnogi izmed nas smo zrasli v cerkvi s tem, da mislimo zato, ker hodimo v cerkev, zato, ker pojem v zboru, zato, ker pridigam ali učim ali molim, da je to tisto moj odnos z Bogom. To ni to. Naš odnos z Bogom je odvisen od tega, da izkusimo Božjo ljubezen. Zato moramo poskrbeti za to, da ko prihajamo nazaj, ko želimo zmagati nad sovražnikom, da izkusimo Božjo ljubezen v našem srcu. Kako lahko do tega pridemo? Medtem ko ena skupina sprevrača nauk o pravičenju z vero ter zanemarja izpolnjevati pogoje, določeno v Božji besedi. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Tukaj govori o ljudeh, ki pravijo, da ne rabimo držati vseh zapovedi. Veste, o kom govorimo? Je prav tako velika napaka na strani tistih, ki trdijo, da verujejo in spoštujejo Božje zapovedi, vendar pa nasprotujejo dragocenim žarkom svetlobe. Zanje novimi, to je to, kar je za njih novo, tisti, ki držijo soboto, ki se odbijajo od kalvarijskega križa. Prva skupina ne vidi čudovitih stvari v Božjem zakonu za vse, ki izpolnjujejo njegovo besedo. Drugi adventisti tarnajo nad malenkostmi in zanemarjajo pomembnejše stvari, kot sta usmiljenje in Božja ljubezen. To je to razlog, zakaj mnogi, ki pridejo iz drugih denominacij, pridejo k nam in nas pogledajo in rečejo, ta cerkev je res hladna. To sem definitivno izkušal. Sem šel ven iz cerkve in sem prišel nazaj v cerkev. In moja močna želja je bila, da bi storili več, da bi pomagali drugim, da začutijo Božjo ljubezen. In tu je ta nevarnost. Ko se poglobimo v resnico, obstaja nevarnost, da pozabimo ljubezen. Ko greste globoko v Božje zapovedi, da bi držali vse njegove zapovedi, preučujete njegovo besedo, obstaja verjetnost, nevarnost, da pozabite milost in Božjo ljubezen. Na drugi strani pa lahko imate milost in Božjo ljubezen, ker je to vse, kar imajo. Nimajo pa resnice. Mnogokrat bratje in sestre iz drugih denominacij, ki pridejo v našo cerkev, ker iščejo resnico, ampak zaradi pomankanja ljubezni se pač vrnejo. To upravičijo s tem, da je ljubezen in milost bolj pomembna kot resnica. Oboje je zmota. Oboje je potrebno. Rabite resnico, ljubezen in milost. V ravnovesju. Ne morete imeti eno brez drugega. Ne morete imeti resnice brez ljubezni in milosti. Torej govori o teh dveh aspektih iste reči. Moramo priti v sredino in moramo imeti ljubezen, milost in resnico. Amen. Mnogi so zelo veliko izgubili, ker niso odprli oči svojega razumevanja, da bi razločili čudovite stvari v Božji postavi. Po eni strani so verniki nasplošno ločili postavo in evangelij. Tu govori recimo tudi o drugih denominacijah. Medtem ko smo po drugi strani, adventisti, storili skoraj enako z drugega vidika. Pred ljudmi nismo izpostavili Kristusove pravičnosti in celotnega pomena njegovega velikega načrta odrešenja. Izpustili smo Kristusa in njegovo neizmerno ljubezen, dodali teorije in razmišljanja ter pridigali argumentatirane diskurze. Tako fokusirani smo na teologijo, kaj je daily žrtev v Danielu, kaj to pomeni, druge teologije, s katerimi se kregamo, smo pozabili, da moramo ljubiti in da moramo imeti milost s temi, ki so v cerkvi. Včasih
smo zelo nemilostni do drugih. Kako v bistvu ubijamo javne osebe, ki so padle od milosti. Včasih, ne? Torej, moralne napake. In mnogo javnih pridigarjev, ki so imeli padce moralne. In tudi druge javne osebe, ki so razsekane v javnosti, kot da oni sami niso nikoli grešili. In kot da je to edini greh na tem svetu. In mnogo izmed nas smo tako stojimo na doktrini, da včasih nimamo Kristusove ljubezni. In ko nimamo Kristusove ljubezni in milosti v vašem srcu, potem je vse, kar lahko storite, je, da uporabite Božji zakon, da ubijate ljudi. In to počnemo. Nespreobrnjeni moški so stali na prižnicah in pridigali. Njihova lastna srca niso poživi, trdni, zaupljivi, veri, nikoli doživela sladkega dokaza odpuščanja lastnih grehov. Kako naj potem pridigajo o ljubezni, sočutju in Božjem odpuščanju vseh grehov? Kako lahko rečejo, poglej in živi? Ob pogledu na kalvarijski križ boste imeli željo nositi križ. Na kalvarijskem križu je visel odrešenik sveta. Glej, odrešenik sveta, v katerem je telesno prebivala vsa polnost božanstva. Ali lahko kdorkoli pogleda in zazre žrtev Božjega dragega Sina, ne da bi se njegovo srce otopilo in zlomilo v pripravljenosti predati Bogu srce in dušo? Mnogokrat je tako, ko nekomu pomagamo, da se osvobodi demonov, preprosto samo želijo biti rešeni, ne želijo Jezusa. Ne želijo imeti tega odnosa z Jezusom. Bog v njegove milosti jih bo osvobodil, ker on jih ne želi videti v trpinčenju. Ampak takoj demoni pridejo nazaj. Torej, ko ponavljamo to nekak cikl demonskega prihoda in odhoda, je to zato, ker ne želijo Jezusa. Želijo biti svobodni, ampak nočejo pa Jezusa. Neka zgodba je bila, ko en izmed mojih mentorjev mi je povedal, gospa iz Avstralije, ki je delala te demonske izgone, je rekla, da nekoč je pomagala Gospodu in mu pomagala ga rešiti demonov, da bi imel svobodo od sovražnika. In tako so šli tedne in tedne in tedne in ni razumela zakaj. Zdaj, ker je vsakič izgnala demone za njega in sredi tedna so spet prišli nazaj, ali pa skoraj takoj. Torej, po nekaj tednih početja tega se je utrudila, je molila in vprašala Boga in Bog je pokazal, da naj se z njim pogovorila in mu je rekla, zakaj ne pustiš Jezusa, da se znebi demonov iz tvojega življenja. Potem je pa rekel, če demoni popolnoma grejo, potem bom izgubil mojo socialno varnost. Zdaj, ker je dobival socialne dodatke ali nekaj, ker je bil klasificiran kot mentalni bolnik. Torej, ni želel biti svoboden, popolnoma od demonov. Želel je, da ga demoni nehajo mučiti, ni pa želel, da bi imel Jezusa v življenju. Ker bi to lahko pomenilo, da bi moral iti nazaj delati. In tega ni želel delati. Tako, vidite, mnogo razlogov je, zakaj, ne? Ker nam demoni vstavijo misli v našo glavo, zakaj nočemo biti svobodni. Ampak prvo, kar je to, da nočemo imeti Jezusa v življenju. Ona je s tem prenehala, ker ne moreš nekomu pomagati, ki noče biti svoboden. Jezus lahko pomaga, ampak potem oni morajo želeti Jezusa na vsako ceno. Naj bo ta zadeva popolnoma utemeljena v vsakem umu. Če sprejmemo Kristusa za svojega odrešenika, ga moramo sprejeti kot vladarja. Amen. Če želite, da vas osvobodi, edini način, da vas osvobodi Jezus, da ga naredite za vladarja vašega življenja. Kar pomeni, da vse, karkoli vam pove, kakršnokoli resnico vam da v srce, karkoli vam razodane, sprejmete in poslušate. Ubogate, sprejmete, objamete. Če pa se bojujete s tem, nekako sedite na meji, daj mi še malo časa, Bog. To je en izmed tipičnih odzivov, ki jih slišiš. Daj mi malo časa. Prehitro gre. Ja, ti si tisti, ki želiš biti svoboden, ne jaz. Bog bo storil tako hitro, kot vi želite hitro. Torej, Bog jim kaže resnico in oni ga morajo narediti za vladarja. Bog, kar nam daje, je v bistvu ukaz.
če je priročno, priskladno, če vam je to všeč, če se vam zdi, da je to dobro, če se počutite dobro, prosim, storite. Ne, on je to dal kot ukaz. Če želimo biti svobodni, moramo narediti Kristusa za vladarja našega življenja. Ne moremo imeti zagotovila in popolnega zaupanja v Kristusa kot svojega odrešenika, dokler ga ne pripoznamo za svojega kralja in dokler nismo poslušni njegovim zapovedim. Tako dokazujemo svojo zvestobo Bogu. Tako bo naša vera imela pristen zven, saj je vera delujoča, deluje po ljubezni. Izgovorite iz srca. To je ena izmed molitev, ki jo lahko čisto običajno molite vsak dan. Gospod, verjamem, da si umrl, da bi odrešil mojo dušo. Če si tako cenil dušo, da si dal svoje življenje za mojo, se bom odzval. Svoje življenje, vse njegove možnosti, v vsej svoji šibkosti izročam v tvoje varstvo. Voljo je treba popolnoma uskladiti z Božjo voljo. Ko bo to storjeno, se ne bo mogoče opreti nobenemu žarku svetlobe, ki posije v srce in prostore uma. Duša ne bo zaprta s predsodki, ki bi svetlobo imenovali temo in temo svetlobo. Svetloba z neba je dobrodošla kot svetloba, ki napolnjuje vse prostore duše. To ustvarja glasbo za Boga. Torej, naučiti se moramo podrediti našo voljo Bogu. Ko želimo biti svobodni sovražnika, potem si ne moremo privoščiti, da zadržujemo svojo voljo. Ne moremo si privoščiti, da se igramo malo ali pa hodimo malo tam ali pa da rabimo več dokazov. Ko nam Bog pokaže resnico, nam daje tudi pot in nam pokaže odprta vrata, recimo, jih moramo zapreti. Tako podredimo svojo voljo njemu. Koliko verjamemo iz srca, približajte se Bogu in Bog se vam bo približal. To pomeni biti veliko v molitvi z Gospodom. Če želite imeti zmago, potem rabite veliko časa v molitvi. Amen? Malce bolje. Mi rabimo več molitve. Bojevati se moramo z Bogom. Verovati moramo, da je On edin, ki nas lahko reši. Ampak mnogokrat, ko se posvetuje z nekom, je Bog nekako en kanal in potem imajo kanal 2, 3 in četrti kanal, kako bodo se osvobodili in kako bodo lahko pogruntali iz lastne moči, kako bo nekdo nekaj svetoval. Bog pa je samo ena izmed možnosti. Pozabite vse ostale rešitve. Pojte na kolena in molite. Ko so tisti, ki so se priučili skepticizma in so negovali nevero, vtkali dvome v svoje izkušnje pod prepričanjem Božjega duha, vidijo, da je njihova osebna dolžnost, da priznajo svojo nevero. Hitreje, kot se odzovemo na prepričanje v srcu in ne dvomimo in tavamo okoli, imamo vprašanja, dvomimo, torej imamo take misli, preko te stvari vržemo stran in takoj pritečemo k Jezusu, prej bomo svobodni. Sovražnik vere pa je v bistvu nevera. Odprejo svoje srca, da sprejmejo poslano jim luč in se z vero vržejo preko meje od greha k pravičnosti, od dvoma k veri. To je ta boj, ki se dogaja v vsakem srcu, ko se ukvarjamo z obsedenostjo, oziroma nasplošno duhovni boj. Bojujemo se ta boj med vero in dvomom. Bolj kot se podajamo dvomu, bolj močnejši demoni postajajo. In potem je potrebno iti še čez en cikel. Brez zadržkov se posvetijo Bogu, da bi sledili njegovi luči na mesto isker, ki bi jih prižgali sami. Ko bodo ohranili svojo posvetitev, bodo videli povečano svetlobo in ta bo še naprej postajala svetlejša in svetlejša do popolnega dne. Nevera, ki se goji v duši, ima očarljivo moč. Kakšno? Očarljivo moč, kot čaranje. To se sliši močno, kaj ne? Tako mistično. Bolj kot se držimo te nevere, bolj smo nekako, a bi, a ne bi, odprem vrata, zaprem vrata, močnejši tudi postane potem dvom. In to postane tako, kot da bi bili začarani. Seme dvoma, ki so ga sejali, bo obrodilo svoj pridelek, vendar morajo še naprej izkopavati vsako korenino nevere. Torej ni dovolj, da ko smo enkrat bili osvobojeni, da prenehamo
nehamo in se ne gremo več tega. Vsako malo koreninico nevero je treba izkoreniniti v življenju. In vsaka izmed teh never so v bistvu odprta vrata za demone, da pridejo nazaj. Torej, ko se enkrat odločimo iti po tej poti, moramo iti celo pot do konca in se znebiti vsega. Ne morete iti samo, ok, nehali so me napadati sedaj, danes, morda en teden, ampak potem se vrnejo. Razen tega, če nadaljujete in izkoreninite vse korenice nevere. Ko se te strupene rastline iztrgajo, prenehajo rasti zaradi pomanjkanja hranilnih besed in dejanj. Torej, kako naš dvom hranimo? Kako hranimo dvom? Nevero. Z našimi besedami in dejanji. Odprta vrata se napolno odprejo, ko mi sprejemamo misli, ki nam jih dajejo demoni in jih potem izgovorimo oziroma delamo. Demon samomorilnosti začne vedno bolj prevzemati telo. Prvič, ko se posameznik recimo začne rezati. Torej, demon samouboja ponavadi tako deluje, da da misli, da se naj ubijemo. Ubiti se moramo. In potem te misli negujemo. In nekega dne, ko gremo mimo kuhinje, vidimo nož in misel pride, urezati se moram. In prvič, to je noro. In greš mimo. Drugič, ko se to zgodi, malo misli že začnejo razmišljati. Tretjič se že ustavim, četrtič pa primem nož v roko. Petič, ko to pride, dam nož na roko. In ko se urežem, to zapečati in začne odpirati vrata za demona samomorilnosti. In še predn vem, je moja roka prerezana vse do dol. In v tem trenutku, res je treba pomisliti, da bi si vzel življenje. In to postane tako resnično. In samo po Božji milosti in po angelih iz nebes, ki se bojujejo ta trenutek, da Bog prepreči, da bi si dejansko tudi vzeli življenje. Po Božji milosti nas spravi v kontakt z nekom, ki nam lahko pomaga. In to je en izmed simptomov demona samomorilnosti. To je en primer, kako mi hranimo to z besedami in dejanji. Če dobite depresivne misli in potem si to ponavljate, da ste v depresiji, depresiven sem. Ali pa nič ne morem s svojim življenjem, brezvreden sem, ne vem, kaj ne naredim s svojim življenjem. Če si te reči govorimo, to ni tako slabo, kot pa če samo pustimo, da to ostane v mislih. Ampak takoj, ko to rečeš, demon depresije dobi močno utrdbo v vas. To so koraki do obsedenosti. Duša mora postaviti dragoceni rastlini vere in ljubezni v zemljo srca ter jo tam ustoličiti. Kako imamo torej vero? Dobimo vero? Kako dobimo vero? Filipljanom 10:17 piše, vera je torej iz slišanega, oznadila, Božje besede. Torej, kako gradim svojo vero? S tem, da berem Božjo besedo. Kako gradim ljubezen Božjo? S tem, da gledam na križ. Torej, treba je prebrati Božjo besedo, še posebej tisto, kar se tiče okoli križa. V puščavi, ko je Gospod dovolil, da so strupene kače prikale uporne Izraelce, je Mojzes dobil ukaz, naj dvigne bronasta kačo in vsem ranjenim reče, da jo pogledajo in živijo. Toda mnogi niso videli pomoči v tem zdravilu, ki so ga določila nebesa. Mrtvi in umirajoči so bili vse posod okoli njih in vedeli so, da je brez božanske pomoči njihova usoda gotova. Mnogokrat je, ko se posvetujem z ljudmi, vedo, da samo po Božji milosti, po njegovi moči se bodo lahko osvobodili. Poslušajte tole. Zakaj niso svobodni? Vendar so objokovali. Kaj je to še druga beseda za to? Pritoževali. Torej, sami sebe so pomilovali. Vendar so objokovali svoje rane, svojo bolečino, svojo zanesljivo smrt, dokler jim ni zmanjkalo moči in so njihove oči zasteklenele, ko bi lahko tako ozdraveli. Tako je ozdravili. Si lahko predstavljate? Tako v bistvu se odvija duhovni boj. Izraelci so vsi umirali okoli Mojzesa. In Mojzes prinese tisto bronasto kačo, jo drži na tistem odrogu in reče, vsi, ki boste, tukaj je zdravilo, poglejte in boste živeli. Poglejte bronasto kačo in boste živeli. Ampak večina izmed njih je umrla. Zakaj? Ker predstavljam si, da so imeli te misli.
Na tleh so tam, umirajo, čutijo bolečino kače, ki jih je ugriznila. Bolečina je resna za njih, resnična za njih. In v vseh teh mislih, ki jih bombardirajo, jim pravijo, ni šans, da bom pogledal tisto brodasto kačo. Bog je tisti, ki je to meni storil. Zakaj bi sedaj pogledal tja gor na tisto kačo? Ali pa, Bogu je vse za mene, dovolil je, da me te kače prvo pičijo, ni šans, da bom pogledal tisto kačo. Ali pa, Bog nikoli ne bo delovalo. Zakaj bi torej pogledal? Vse, kar je potrebno, je, da pogledamo gor. Ne, bom me skar dol gledal. Si lahko predstavljate to? To se dogaja v duhovnem boju. Da, ko je Kristus predstavljen po osebi, obstaja zelo velik boj v umu. Negativne misli strelajo njihove misli in rečejo, ne gledati. Ne ukvarjaj se s tem, nima smisla. To je Bog, ki ti je že dovolil, da si padel v to. On te ne bo rešil. Ne mu dati užitka s tem, da boš še pogledal to. In se nič ne bo zgodilo. Niti ne poskušaj. Vse, kar je bilo potrebno, da bi glavo dvignili gor in bi bili rešeni. In večina je bila izgubljenih, so umrli. To se dogaja v duhovnem boju. Vse, kar je potrebno, da sprejmemo resnico, ki nam je dana, da zapremo odprta vrata in boj se začne takoj, ko demoni vedo, da so bili izpostavljeni. Zato kdorkoli izmed vas, ki se ukvarja z duhovnim bojem, se je boj začel takoj, ko ste prišli na ta sestanek, ko to poslušate. Demoni bodo vas prepričevali, da ne bi gledali gor, niti da boste poskusili. Kaj lahko izgubiš? Samo probaj in pojdi čez te korake, ki smo jih tukaj podelili. Če ne deluje, potem obupajte, ampak če deluje, boste rešeni. Demoni pa bodo prišli in vam rekli, ne vem, kje je bil Bog pri vsem tem, ne vem, če bi to veroval, to je preveč noro, se sliši, preveč ekstremno, neverjetno. In tako so, ali pa mi, vendar objokujemo svoje rane, svojo bolečino, svojo zanesljivo smrt, dokler jim ni zmanjkalo moči. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Če se zavedaš svojih grehov, ne posveti vseh moči žalovanju nad njimi, ampak glej in živi. Če se zavedate vaših odprtih vrat v življenju, posvetujte se, ne preudarjajte, ne prepirajte se, ne debatirajte, ne oklevajte, ne čakajte, samo poglejte in živite. Priznajte svoje grehe, priznajte jih. Kaj vas to košta? Zakaj je to tako težko? Zakaj bi se hoteli držati? Probajte, če je treba. Vse, kar je bilo potrebno, da sprobajo. Bom pogledal gor. Če bo pomagal, bo, če ne bom pomrl. Kaj lahko zgubim? Ampak problem pa je, da mnogokrat ta boj, ki se dogaja v glavi, da so naši dvomi tako močni in premočni, da nas premagajo in se raje držimo dvoma. In zato je mnogo ljudi ni svobodnih. Ko molijo za svobodo, ko jim da zdravilo, ne vem, če bi se prijel tega. A bi, ne? Ali pa probaj naslednji korak in gledajo na pol, pogledaj gor. Ne vem. Pa pogledaj gor, raje ne bom pogledal gor. Tako nekako se soočajo z... Nekako zavračajo to, da bi šli celo pot. Smo imeli punco pri nas, ki smo ji skušali pomagati s timom preko telefona. Bila je obsedena z demoni in vsako noč so jo mučili in jo napadali. Prvič, ko smo se posvetovali z njo in so jo napadli in smo želeli izgnati demone od nje, je poskušala klicati Jezusa in vsakeč, ko je poskušala, so jo držali njeno grlo in ko je poskušala tudi moliti, je v bistvu samo piskala tam. Ni mogla izustiti niti dihati. In boleče je bilo to za njo. In ker so dali to bolečino na njo, se je tako bala, da ni hotela moliti. In naprej smo jo posvetovali. In ta punca, ko se je rodila v družini, je očetova družina, so hoteli fanta, ne punca. Zato so šli k zdravniku, da bi jo začaral, in zato je vedno mislila, da je fant.
imela v mislih. Tako je odrasla v mislih, da je hotela biti lezbika. In to je bilo zaradi čarovnij, ki so jih to delali. In tista stran družine jo je sovražila. In to prihaja iz sveta, delov Azije, kjer te stvari družine hočejo. Recimo fanta, da drži ime naprej družine. Ja. In tako je odrastala s tem globokim sovraštvom do očeta in družine, seveda. Ko je oče umrl, so demoni napadli njo kot noro, ker sedaj je imela tako obžalovanje in sovraštvo. In to je pač izlivalo se iz nje. Ko smo šli do nje, smo ji povedala, da mora pustiti zamero. In smo ji svetovali, da se naj spokori tega. Rekla, ne morem odpustiti dejstva, da bi Bog dovolil, da so to storili meni. In ne morem odpustiti dejstva, da v celo moji družini, da bi to moja družina storila. Ko se je ujela v obžalovanju vsega tega in tudi oblikovala je bolečine, rane in sigurno smrt. Še danes mi piše iz časa do časa in vem, da želi svobodo, ampak noče pa Jezusa. In še vedno krivi Boga za to, kar čuti. In noče spustiti bolečine, sigurne smrti in teh ran, ki so se ji zgodile. Včasih je del te poti, da spustimo te reči, čeprav ne razumemo. Ali pa, da poskušamo imeti drugačno perspektivo od tega, ker so nam jo demoni dali v glavo. Ampak ta misel je tako močna, da te rane, da nočejo spustiti te rane. In tako ne spustijo Jezusa blizu. Nočejo pogledati Jezusa. Ampak še vedno želijo biti svobodni. Še vedno mi pošlje sporočilo od časa do časa. In pravi, mi lahko pomagaš? Sem rekel, jaz ti ne morem pomagati, samo Bog ti lahko pomaga. Če si pripravljena, da ti Jezus pomaga, sem ti pripravljen svetovati. Ampak nažalost noče spustiti. Če se zavedaš svojih grehov, ne posveti vseh moči žalovanju nad njimi, ampak glej in živi. Jezus je naš edini odrešenik. In čeprav bodo milijoni, ki jih je treba ozdraviti, zavrnili njegovo ponujeno usmiljenje, nihče, ki zaupa v njegove zasluge, ne bo prepuščen uničenju. Amen. Čeprav se zavedamo svojega nemočnega stanja brez Kristusa, ne smemo biti obrezhrabljeni. Zanesti se moramo na križanega in ostalega odrešenika. V Boga od greha bolna malodušna duša, poglej in živi. Jezus je dal svojo besedo, rešil bo vse, ki pridejo k njemu. Pridite k Jezusu in prejmite počitek in mir. Morda imate blagoslov celo zdaj. Satan namiguje. Kako on predlaga? Namiguje. Negativne misli. Satan namiguje, da ste nemočni in se ne morete blagosloviti. Res je, nemočni ste. Toda povzdigni Jezusa pred seboj. Imam ustalega odrešenika. To je še ena molitev, ki bi jo lahko molili. Pogosto. Hudič pride nam reče, naj se ne spokorimo in ne priznamo. Mu rečete to. Imam ustalega odrešenika. Vanj zaupam in nikoli ne bo dovolil, da bi me osramotili. V njegovem imenu zmagujem. On je moja pravičnost in moj venec radosti. Naj nihče ne čuti, da je njegov primer brezupen. Ker ni. Morda vidite, da ste grešni in pokvarjeni, vendar ravno zaradi tega potrebujete odrešenika. Če se morate spovedati grehov, ne izgubljajte časa. Ti trenutki so zlati. Če pa svoje grehe pripoznava, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. 1 Janez 1:9. Tisti, ki so lačni ženi pravičnosti, bodo nasičeni, kajti Jezus je to obljubil. Dragoceni odrešenik, njegove roke so razprte, da nas sprejme in njegovo veliko srce ljubezni čaka, da nas blagoslovi. Zdi se, da nekateri menijo, da morajo biti na preizkušnji in morajo dokazati Gospodu, da so spremenjeni, preden lahko zahtevajo njegov blagoslov. Toda te drage duše lahko zahtevajo blagoslov že zdaj. Imeti morajo njegovo milost Kristusovega duha, da pomaga njihovim slabostim, sicer ne morejo oblikovati krščanskega značaja. Jezus ima rad, če pridemo k njemu, taki kot smo, grešni, nemočni in odvisni. Ni važno, kako se počutite, ni važno, kako brezzupno se vam zdi. Pejte k Jezusu in oprimite se tega. Vsakič, ko smo padli, stecite k Jezusu in se ga oprimite. Ni važno, kolikokrat ste padli.
On ima neskončno ljubezen in milost, da nas bo sprejel nazaj. Ampak to so naše misli. Poglejte, kaj tam piše. Satan namiguje. Takoj, ko imamo to željo, takoj, ko je Bog ustvaril to možnost, bo hudič prišel k nam z vsem, kar ima. Z najmočnejšimi mislimi, z najmočnejšimi okoliščinami, da bi nam namignil, da smo v brezupnem stanju. To vedno znova vidim. Nekaj zgodb popolne predaje. To so tisti, ki spremljajo jagnje, kamorkoli gre. Predati se moramo in Jezusu slediti, kamorkoli gre. Bogati mladi vladar se ni bil pripravljen predati temu, kar je Jezus zahteval. Pojdi, prodaj, kar imaš in daj Bogom, pridi in hodi za menoj. Tudi Galačanom 2:19-20, da se popolnoma predamo, kako nas Bog vodi. Še ena zadnja reč, ki lahko nas prepreči, in Ellen White specifično pravi, da nas preprečuje, da bi bili svobodni in da celo vabi več demonov v nas. In to je tista zgodba iz prazne hiše. Ko so demoni izgnani, gre okoli po divjini in potem se vrne nazaj in bo pogledal hišo, da vidi, če je prazna. In če je hiša prazna, bo pripeljal 7 drugih demonov, še močnejših, in bodo vsi šli noter. In Ellen White o tem piše. Okrašena hiša predstavlja samo pravično dušo. Torej, kaj to pomeni, da je prazna hiša? Ko smo samo pravični, ko smo že bili osvobojeni in smo, dobro, ratal mi je. Ali pa jaz to zmorem sam. In tako demoni pridejo nazaj v še slabši zasedbi, potem, ko si že bil rešen, začnejo govoriti, kot da si ti tisti, ki si bil se rešil, ali pa se hecaš in se morda delaš norca iz vse situacije. Previdni moramo biti, ko smo svobodni, da ne pademo v samopravičnost. Kristus je Satana izgnal. Toda vrnil se je v upanju, da bo našel vhod. Hišo najde prazno, pometeno in okrašeno. Tam prebiva le samopravičnost. Tedaj gre in si privzame 7 drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo, ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku. Samopravičnost je prekletstvo, človeški okras, ki ga Satan uporablja za svojo slavo. Tisti, ki kresujo dušo s samohvalo in laskanjem, pripravljajo pod 7 drugim duhovom, ki so hudobnejši od prvih. V samem sprejemanju resnice te duše parajo same sebe, gradijo na temeljih samopravičnosti. Molitve skupnosti se lahko darujejo Bogu z vrsto obredov, vendar če se darujejo v samopravičnosti, te ne častijo Boga. Gospod razglaša, jaz bom oznanil tvojo pravičnost in tvoje dejanja ti ne bodo pomagala. Kljub vsem njihovemu razkazovanju, okraševanju, bivanju, Satan vstopi s četo zlobnih angelov in zavzame mesto v duši, s katerim pomaga pri prevari. Apostol piše, če se namreč tisti, ki so po spoznanju našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa zbežali pred omadeževanostjo sveta, spet zapletejo vanjo in ji podležejo, so končno na slabšem, kakor na začetku. Za take bi bilo bolje, če ne bi spoznali poti pravičnosti, kakor pa, da so jo spoznali, a so se kljub temu obrnili proč od svete zapovedi, ki jim je bila izročena. Previdni moramo biti, ko imamo odrešenje, od demonov, da ne gremo v samopravičnost, da ne pridemo v samozadostnost. Zelo pomembno je, ko smo rešeni, da se potunkamo in da smo neprestano pred Jezusovimi nogami, da smo poniženi pod Bogom in da ne rečemo, svoboden sem, to pomeni, da grem spet v svet, to pomeni, da bom več denarja začel služiti, se začeti hvaliti, smejati o svojem odrešenju. Treba se je ponižati in iti Jezusovim nogam in vzpostaviti in ojačati ta fundament našega odnosa z Jezusom. Brez tega imamo prazno hišo samopravičnosti, olepšeno hišo. In se nam zdi, da smo samozadostni. In potem demoni pridejo nazaj z večjo silo. To je zadnji diapozitiv za danes. Vprašanja bom sprejemal potem, ampak dajmo moliti prvo.
Oče v nebesih, hvala ti za primere, ki jih imamo v Jezusu. Zato, da Jezus se ni bojeval z Satanom s svojo močjo v divjini. Dal nam je model za nas, kako mu lahko sledimo. Oče, molim, da nam pomagaš, da izkoreniniš in uničiš kakršnokoli nevero v našem srcu. Pomagaj, da bi bili voljni, da slišimo tvoje besede in sledimo z vsem svojim, s našo močjo in srcem, z vsem našim umom. Pomagaj, Oče, da se ti popolnoma predamo Jezusu in vem, da nam bo dal zmago, vedno v naše življenje. Oče, prosim te tudi, da nam pomagaš, da se čuvamo pred grehom samopravičnosti. Pomagaj, Gospod, da ne bomo gledali na sebe, kot da smo to storili mi. Pomagaj, Gospod, da se zavedamo, da vsak trenutek, celo potem, ko smo že očiščeni demonov, potem, ko si nas obvaroval, da smo še vedno šibki in nagnjeni k padcu. Pomagaj, da nas ponižaš in pomagaj, da se zatečemo k Jezusovim nogam, da vemo, da je samo z živim odnosom z Jezusom, da nas bo ohranil varne do konca. Pomagaj, Gospod, da prioritiziramo naš odnos z Jezusom vsak dan. To te prosimo v Jezusovem imenu. Amen. Se opravičujem za napake, hvala za poslušanje.